Radio Rubin in tvojih 60 minut. Dober dan, voščim Erika Koncut. Napočil je čas za nov portret iz gledališkega sveta. Tokrat bomo spoznali igralko in članico SNG Nova Gorica Medejo Novak. Naj uvodoma povem, da se z Medejo že dolgo poznava, skupaj sva gulili gimnazijske klopi, zato bo portret, pogovor bolj neformalen, na ti, kot rečemo po domače. Medeja, začela bi kar s tvojimi začetki. Že iz gimnazijskih let se spomnim, da si sodelovala z AMO v amaterskem mladinskem odru, ampak kdaj je dejansko usklila ta ljubezen do gledališča pri tebi? Ti me zdaj sprašuješ o globlji ljubezni, ker kdaj sem se začela spogledovati, pa kdaj imam intimnejši odnos, pa je razlika. Spogledovala sem se v 8. razredu, oziroma mogoče že prej, spomnim se ene predstave v 3. razredu, ki jo je, veš kaj je bilo? Jaz sem imela, Ada Debela je bila moja učiteljica in njen sin še ni študiral tega režije, ampak mu je pa bilo gledališče všeč in je mislim, da je študiral zgodovino umetnosti, Diego Debela, ne? In je prišel pomagati neko predstavo, režirati, 3 punce smo igrali, bila sem 3. razred. No, jaz sem danes igralka, on pa režiser, ne. To je najbolj zgodaj, kar se spomnim. Po 8. razredu sem se začela spogledovati, potem pa recimo, da je usklila ljubezen v 4. letniku, ko sem moral odločiti, kam bo šel študirati, ja. Kaj te je prevzelo tega gledališča, kaj je ta čar, to, da si na odru, ta stik z gledalci, kaj? Ne, isto vprašanje so mi postavili na sprejemnih izpitih. Moj odgovor je bil, zakaj? Zato, ker lahko pri tem uporabim vseh 10 prstov. Ja, če upravljaš kakšno drugo delo, jih porabiš 3 ali pa 4, tleh pa lahko uporabim vseh 10, je 10 prstov aktivnih. Ne vem zdaj, kaj bi ti odgovorila, ne povedala, kaj sem njim odgovorila. Ko že omenjaš akademijo, AGRFT, se spomniš tistih glavnih lekcij, ki si jih pridobila, ta študij, kaj ti je dejansko dal? Študij je bil na momente grozljiv. Ne vem, kaj mi je študij dal. Vem pa, da so to tista leta, ki si star 21, pa stolih se formira, kako je že slabo od mladosti ali kaj. In to niso ali najlažja leta, no, mislim, da za vsakogar od nas. In glede na to, da je študij igre zelo povezan z osebnimi stvarmi, je to pol samo še dodatno odprlo. In sem se v enem trenutku zelo težko pretolkla čez to. Ti recimo pomagalo se poglobiti vase? Pa če ti pravim, da to ne delaš nič drugega, kot samo to. Ampak vprašanje pa, kakšne kovčke nosiš. Pa glede na kovčke je potem tudi temu primerna težavnost študija. Niso pa vsi igralci enaki. Medeja Novak ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju, sedaj pa malček glasbenega predaha. Na valovih Radio Robin danes gostimo igralko Medejo Novak. Pred skladbo sva načeli temo študija. Če te pot ne bi pripeljala do gledališča, igralstva, kam meniš, da bi te zapeljala? Ja, po mojem, ali bi bila francoščina, ali bila pa zgodovina. Francoščina verjetno prej. Ne vem, če ne bi bila prej zgodovina. Ne vem, sanje sem Erika, pite Boga, kaj bi to bilo. Ampak ta ne bi uporabila vseh 10 prstov. Ne bi uporabila vseh 10 prstov, ja, to je. Ne bi uporabila 10 prstov, bi hrabila 5 komadov, pa druga roka ne bi imela kaj delati. Vrniva se na tvoje gledališko delo, katere vloge so bile zate najzahtevnejše? Ja, ogromno energije sem dala v eno izmed zadnjih predstav, ki je sicer delno avtorska, in to je bila Galileo. Tam sem mogla dati kar ogromno vsega ven. Zaradi tega, ker je zgodba Galilea taka, ne. In koncept je bil poišči svojega Galileja in vsi vemo, da njegova zgodba ni bila glih najlažja. In potem je bilo to pač treba poiskati paralelo. Zdaj, ki smo vprašali, kaj je bilo ogromno je bilo treba tlele dati. Tako. To so tudi druge vloge, ki so bile mi zahtevne. Ampak ne vem, kaj bi... Veš, včasih niso vloge vprašanja, predstave so vprašanja. Aha, v kakšnem smislu? V smislu tega, da lahko je ena vloga ful težka, pa si misliš, da boš z njo ful, ampak
Veš, kako bi to povedala, so predstave, ki jih špilaš v katerikoli vlogi, ti si boš zapomnil predstave, se ne boš zapomnil vloge. Ti se potem kasneje, ko se spomniš lahko študija, kakšen je bil za eno vlogo. Je bil težek. Ampak spomniš se predstav z določeno vlogo. Zaradi tega ti mene zdaj sprašuješ o presežkih, ampak vloga ti ne da presežka. Ne vem, kako bi ti opisala to. Lahko je tudi zelo minimalna vloga. Nekje. Ampak je pač določena predstava, kjer se zgodi preboj energije. Zato ne vem, kako ti vlogo povezuješ s študijem. Igralec povezuje vlogo s študijem. Predstava je pa nekaj drugega. Ni nujno, da se bo zgodila ta pretok energije, ki je tako, ti me sprašuješ o presežnem pretoku energije. Ni nujno, da se bo zgodilo pri eni vlogi, za katero je bil težak študij, lahko se bo zgodilo pri eni drugi. Pogovor nadaljujemo po skladbi, ostanite blizu. Igralka Medea Novak je današnja Robinova gostja, mnogi jo poznajo iz televizijskih ekranov in filmskega platna, a že od gimnazijskih let je tesno povezana z novogoriškim SNG. Najprej je sodelovala v amaterskem mladinskem odru, na poklicni oder SNG Nova Gorica pa je prvič stopila še kot študentka pred slabimi 15 leti. Medea, kateri žanri so ti najbolj blizu, težke tematike, eksperimentalne komedije, drame, načniva to temo? Ne vem. Jaz ne razmišljam o žanru, jaz razmišljam o vsebini. Vsebina narekuje formo, ki jo potem iz odzuni mi poimenujemo žanr lahko ali karkoli. Ampak vsebina bo dala formo. Če bom jaz vstopala v nekaj skozi formo, potem bom pogrnila na polni črti. Nimaš kaj razmišljati o formi, razmišljaš o vsebini. Potem se forma sestavi. Če si ti šel v vsebino prav, se bo forma sestavila, ker se ne more razsuditi. Če pa greš skozi formo, kako boš nekaj igral, da se to igra na tak in tak način, te bo na naslednjem koraku neslo. In si se ti striktno držal s plašnicami na očeh, da boš ti to formo izvozil. Ne boš izvozil. Mislim, zato ti ne znam opisati, kaj je zdaj, kjer žanr mi je bliže, ker je to zame narobe obrnjeno vprašanje. No. Kaj pa glede zgodb, te bolj prevzamejo te življenjske, realne? Kakšenkrat so tudi pravljice zelo lepe, ne? Katera ti je najbolj blizu? Kje je moja najljubša pravljica? Deklica z vžigalicami. Absolutno. Absolutno. A res? Zakaj? Zato, ker je tako žalostna. In zato, ker je tako resnična. Ker je tako žalostna, absolutno deklica z vžigalicami. Na tem mestu bi odprla še eno posebno tematiko, mentorstvo. Vem, da si vodila delavnice z otroki. Kaj ti to daje? Kako uživaš pri tem delu? Če me vprašaš, zakaj, je zato, da pač, če imaš kaj znanja, če si ga karkoli akumuliral v življenju, ga je prav, da ga daš naprej. Verjetno je to tisto. Kako pa te je zaneslo na to pot mentorstva, delavnice z otroki? To sem imela že v Ljubljani. Letos si nekoliko spremenila koncept, poglabljate se v določene tekste. So različni ljudje, ki različno dojemajo za različne starostne skupine. In letos sem prešaltala na tekst. In delamo pač neke prizore iz nekega teksta. In to je to. In tako to sem dvakrat naredila in potem to poskušam, ne naredim predstave na koncu, ker niti nimam, važno pač, da delamo. Če ni na dovolj težkem nivoju, zgubijo koncentracijo, razumeš? In je treba iti v globino v stvari, zato ker če ne jih neha zanimati, zato ker mladine in otroci niso neumni, ne morem jim govoriti, tudi če delam pravljice, treba poiskati odzad, resnico odzad. Ker če ne, se nimajo niti volje praskati, oni razumejo. Jaz lahko z njim pogovarjam včasih boljše kot z odraslim človekom, ker me bojo razumeli. Tudi če je kakšna beseda, ki ne razumejo, tudi če povem kaj bolj, ki je treba umeti na drugem nivoju. Jaz vem, da me on prej razumel, kot kakšen odrasel, ki me sploh noče razumeti. Oziroma ni pustil, da bi se razvila ta neka. Dejansko nimajo teh zidov, ne, ki si jih postavimo odrasli. Ja, prejudiciji nimajo, ne. Kaj pa glede artikulacije besed, razločnosti, govora, delate tudi na tem?
Mislim, delam na temu toliko, da morajo biti dovolj glasni, pa da jih razumem. In to je vse. Z nobeno slovenščino jih ne matram, pač to, da so razumljivi, ampak to so stvari, ki se jih potem, če sedim nekje, mu moram povedati, kako mora biti obrnjen, da ga slišim, ne sme govoriti, ne, pač zakonitosti odra, v smislu zakonitosti odra, govora in zakonitosti odra, ja. Če jim kaj dam, jim dam eno samo stvar. In to je razmišljati skozi vsebino. Samo to. Ne misliti, kako ponovati to, kar mislimo, da mora biti tako zašpilno, ni. Pet skozi vsebino, to je edina pot. To jim dam. Drage poslušalke in poslušalci, ne hodite daleč, Medeo Novak ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju, sedaj pa še nekaj glasbenih minut. Na Robinu danes gostimo igralko in članico ansambla SNG Nova Gorica Medeo Novak. Preostala nam je še ena vloga, gledalke. Torej, kakšna gledalka si, kako se definiraš, si kritična, zahtevna, se prepustiš temu, kar vidiš na odru? Ja, jaz sem največja naivčina možna, ne. Sama sem pa tudi kritična. Na kaj najbolj strogo pogledaš? Kaj te recimo najbolj zmoti, kaj pa navdušuje? Ne vem. Ja, to je zdaj od primera do primera, tega to ne znam povedati. To pa preveč široko vprašanje, da bi... Za tabo je kar nekaj sodelovanja v televizijskih oddajah, na nizankah, filmih. Zelo popularna je bila ena žlahtna štorija. No, kakšna izkušnja je bila ta napram drugim sodelovanj za TV ekrane? Ja, drugače smo delali, ne, tehnično se je bila drugače izvedena, drugače se snemalo, ti to snemo na TV režijo. To pomeni, da se je režij, po domače povedano je bilo tako. Ti si izvadil, si prišel na sceno, bile so 3 kamere in ti si izvadil in ta režiser je tam se odločil, kakšna montaža bo. To pomeni, recimo bilo določen tekst, ne vem, kamera 1, potem je imel drugi igralec, ga je lovila kamera 2, kamera 3 in vse to je bilo treba zvaditi. Ni bilo možnosti, potem nobenega drugače. Montaža se je zgodila tam in zato se je snemalo to tudi več časa. Tudi vrnil si se, če niso bile si delali cele sekvence, če niso bile prav povedane, se je bilo treba vrniti. Ali pa če kamerman ni ulovil točno na repliko, je bilo narobe. Eno žlahtno štorijo smo pa snemali, kot da bi se v resnici snemalo film iz 3 različnih kamer. In si imel potem, nisi šel celo sekvenco, ni bilo režije direkt na setu v smislu režije montaže, ne? V smislu montaže. Se pravi, in si ti snemal in si posnel, tako ko se dela film, delaš to velik plan in bližnji plan. In to so lovile vse 3 kamere ves čas. Zaradi tega se je potem montaža lahko dogajala kasneje. In so se oni odločili, kaj bojo zmontirali. Medtem ko tam, v unih ostalih serijah TV, kako se je snemalo do takrat, si pa imel montažo tam, se ni dalo več potem odločiti, kako boš dejansko zmontiral stvari. Tle pa so oni si nasneli material iz 3, zato se je snemalo več. In za igralca je to ful veliko garanje, ker pomeni več teksta na dan. In to je to. Tudi tempo je bil kar hitro, kar se spomnim. Ja, pa si zato ti pravim, ne. To je pa tudi šalabajzerstvo lahko večje na momente. Šalabajzerstvo, ne. Kakšenkrat so mogli stvari čez, ki jih recimo prej ne bi šle. Kaj pa, če primerjaš delo za TV ekrane in gledališče, kaj ti je ljubše? Nimam preference. Kako pa bi definirala razliko med obema? V času. Čas teče drugače. Če imamo na svetu 2 funkciji, pa se pravi prostora pa časa, meni da čas teče drugače. Čas, kako se jaz učim tekste, čas, koliko naredim, čas same izvedbe, čas vsega, čas na snemanju, ponoviš, imaš 2 dubla, konec, tega ne boš snemal več nikoli, nimaš več šanse. Ampak si tudi ti to takrat končal. Ne boš več ponavljal tega, ne boš več pa imel več niti šanse, da boš kaj lepega naredil, nekaj slabega. Čas je drugi. Eno je šprint, drugo je, ne znam ti opisati kaj. V času se razlikuje od štarta do konca in na koncu tudi v samem izdelku. Uno se odvrtijem parkrat, ampak ti ne podoživljaš več tega nikoli. Predstavo pa še daješ še vsakič čez emocionalno. Čas je drugi, no.
po domače povedano na kratko. Pogovor z Medejo Novak nadaljujemo po skladbi Ostanite v naši družbi. Danes na Robinu rišemo portret igralke Medeje Novak, vsestranske osebe, igralke, ki jo lahko občudujemo tako na gledaliških odrih, kot tudi filmskih platnih in TV ekranih. Maja Weiss, Jan Cvitkovič, Janez Burger, Vinko Moderendorfer so le nekatera imena, s katerimi je sodelovala. V sebi pa ima tudi poseben socialni čut in vedno išče globje pomene. No, Medeja, preden prepustim besedo gostu, ki ti bo postavil 3 vprašanja, imam zate še nekaj kratkih vprašanj. Prvo je to, torej 2 knjigi, ki sta ti najljubši. Mrtve duše. Ne vem, za drugo pa ne vem, kaj je bilo toliko. Tudi, veš, ta problem pri pridevniku, ki mi ga me razumeš, ki je problem? Ne? Naj je zelo ful velik za me, je nemogoče se odločiti. Kaj pa 2 knjigi, ki si jih nazadnje prebrala? Dajva tako preoblikovati vprašanje. Nazadnje ne vem, ampak recimo vtis je naredila Hadrianovi spomini, je bila ena taka, ki je bila Mrtve duše. Ne vem, pač tako, da se jih ful spomnim, ne. Ni pa, ne moram reči naj, ta naj je, da me postaviš v ful nemogočo situacijo. Kaj pa 2 filma, ki sta ti nekaj pustila? V smislu kadrovanja je bil Valjar in violina od Tarkovskega, njegov diplomski film. V smislu, v vizualnem smislu, no, ne vem, ne znam ti opisati. Ono drugo pa ne vem, kaj bi ti odgovorila. Nazadnje pa še to vprašanje. 2 taki točki, lokaciji na Goriškem, kamor se rada vračaš, kjer si nabiraš energije. To je, če bi ti šla po poti med Šmihelom pa Vitoljami, gor na vrhu na hribu, je ena pot, ker sem jaz iz Ozeljana, je to direkt nad hišo, reče se Teletvo in to je ena ogromna jasa, v resnici na poti do Vitovske cerkve, kjer slišiš burjo, kako se bo rodila, preden bo začela pihati melje gor. Tam se sigurno očistim. To je ena in druga je Soča, kjerkoli ob njej. To sta sigurno 2 točki, ki sta oboje čisti, no, nekje čisti voda, nekje čisti veter, ne. Zanimivo, s čiščenjem povezujem to, ne. Pridem se čistiti domov, ne. Prav to. Po skladbi sedijo še 3 vprašanja posebnega gosta. Ostanite blizu Robinovih valov. Medeja Novak je bila danes z nami, vsestranska igralka. V zaključku oddaje so nam ostala vprašanja Medeja posebne osebe povezane s teboj, to pa je Jani Kovačič. Pa mu kar prepustiva besedo in seveda tebi odgovore. Torej, lepo zdrav vsem, predvsem pa tebi, Medeja. Tule so me nagovorili, da ti zastavim 3 vprašanja. Evo, dejva. Čim prej gremo k vprašanjem, prej bojo odgovori na mizi, kaj ne? In prvo vprašanje je, po Kantu, ali je človek dolžan razvijati svoje talente? Kaj meniš? Ja. Drugo, tu se malo kolebam, ima malo več. Kaj bi ti dala za svoj moto življenja, za svoj temeljni življenjski princip, ki bi ga svetovala tudi drugim? Moj moto je na spolskem terenu smo najboljši. Zdaj, ko bereš pravljice oziroma berete pravljice, kaj praviš? Ali so pravljice resnične? Ja, jaz mislim, da so. Ja, vsekakor. Če ne bi bile pravljice. Samo malenkosti so zamolčane, ne? Tako je treba znati brati med vrsticami. Tako kot vedno Biblija, pa tako kot marsikaj. Pravljice je treba znati brati med vrsticami. To je največje če se naučiš pravljico brati med vrsticami, ne boš opazil, da je v resnici zelo resnična. No in s tem odgovorom smo zapisali piko tvojemu portretu, Medeja. Hvala, ker si bila v naši družbi.